Pozdravljeni v oddaji Wow! Denis Porčič-Čorčip je profesionalni borec in trener borilnih veščin, ki je v šovu Eksatlon kot izpadli tekmovalec poskrbel za ogromno solza. Njegovi ekipi je bilo hudo, da so izgubili motivatorja, Eva Cimbola pa ga je prvič po prihodu domov odpeljala v njegovo telovadnico na Jesenicah. Denis, v bistvu sem te jaz danes pripeljala v telovadnico prvič po tvojem prihodu. Ja, res je. Kakšno lepo presenečenje. Ful dobro, tako dobro si to naredila, ker vprašanje, kdaj bi zdaj prišel, ker imam ful stvari za uštimati, pa skačem okrog. Pokazal si mi že en kup enih poškodb ali pa dajva reči še takih brazgotin, ki so ostale od poligonov. Katera je tista, za katero mi takoj lahko rečeš, tale je pa res bolela Veš kaj, jaz sem ful navajen bolečine, imel sem tako, rečemo, tukaj sem imel tudi eno poškodbo, ki sem jo pol kar sam saniral, torej nam povedal na kakšen način, ampak nobena ni toliko bolela, najbolj me je bolela, rečemo, zdaj rama na koncu, ko sem bil v zločilnem boju. Takih poškodb sem se najbolj tako, nisem ne bal, ampak veliko sem se merkal po poligonu, da ne pride do kakšne hujše poškodbe. Te so samo kakšne take odrgnine, ki te na začetku malo spomnim, tukaj sem se udaril. Pa je ta rama lahko zdaj za tvoje nadaljne treninge problematična? Ja, mislim, da bo za nekaj časa, ampak imam ful dobre fizioterapevte, danes sem bil na prvi terapiji, pa je vneta tako, kot sem mislil, da je, in to bi zelo težko saniral v Dominikanski. Tako da zdaj kakšne 2-3 tedne bomo tudi malo s treningi zelo previdno, nobenih eksplozivnih udarcev delati. Priznam, da sem zdajle dobila Denisa v majčkeno drugačni luči, kot morda večina ljudi za televizijskimi ekrani misli, da Denis je. Boks je recimo ena zadeva, šport, ki jo marsikdo povezuje z agresijo, nasilništvom in tako naprej. Po drugi strani rap, tudi glasba, ki recimo, da paše to vse skupaj. Ampak zdaj pa nasprot mene sedi Denis, ki bi pa lahko rekla, da je zelo čustven, umerjen. Ja, imam tako prave občutke? Ja, Denis je v bistvu tudi tak. Veš kako, ljudje se velikrat, ko smo tudi s kocko, ko smo še delali, pa smo imeli take videospote in tako naprej, so se ljudje ful bali do mene prestopati, veš, tako tatuji, pobrita glava. Mogoče tako malo mediji so majčkeno na drugačen način predstavljali in v tem šovu so me res predstavljali to, kar zares sem in tudi mnogi so lahko to videli. Borilne veščine je mehkoba pa je trdota, prav je ogenj pa je voda. Saj jaz v to tako verjamem, no, jezo, ki bi jo v resnici lahko dal v pitje, v drogiranje, v nenasilje nad šibkejšimi ali pa na kakšne probleme zunaj. V bistvu to jezo lahko uporabiš kot vodilo v športu, kjer rabiš določeno moč, da jo daš ven iz sebe, ampak nikoli pa ne smeš pustiti, da te jeza nadvladuje, ker izgubiš razum. Se pravi, če te prav razumem, recimo, ko se voziš z avtom, pa te nekdo izsili na cesti, nisi eden izmed tistih, ki boš štrobil, mahal, ampak boš malo pogotno pa šel pa hiter v ring. Ja, v bistvu sem ful v zadnjih letih delal meditacijo 5 elementov, ki ful izražaš oziroma se soočaš s svojimi čustvi, z dobrimi in slabimi, se pravi s pozitivnimi in negativnimi. In na začetku sem bil v avtu, jaz ful živčen, tako če kdo kaj prehteva, pa če ni bilo tako, da hitro grem nekam, sem res in na koncu preko te meditacije sem gotov, da škodujem sam sebi. In da škodujem tudi ljudem nasprot mene. In vsakeč, ko sem se jaz se je na sprotni strani tudi še nazaj, pa je postala neka agresija in tako naprej. Dokler nisem prišel do tega me pripeljala res meditacija, da sem reagiral, če sem jaz zafrknil kakšno stvar, sem reagiral, stari, pa pokažeš kakšno stvar tako, da vidi, da ti je v bistvu žal, na isti način reagira tudi tisti, ki je nasprot tebe. Kje so pa tiste stvari, ki pa recimo te pa lahko pri puncah obrnejo, ampak obrnejo na način, da kaj bi punca za tebe naredila, da bi ti rekel, prav zame je to naredila?
Največ mi pomeni, da vidim, da je punca oziroma ženska sprejela mene tako, kot jaz sem. Se pravi, da imam veliko dela, da veliko skačem okrog, da veliko treniram, da tudi če pridem domov uničen, se uležem, pa me pokrije z dekco, da so to take življenjske stvari, ki mi veliko pomenijo in da me sprejme tako, kot sem. Zdaj veliko, oziroma par vez, ki sem jih imel, so na začetku tako sprejele, pa čez pol leta je bilo pa tako glih to največji problem. Nekdo, ki je tako dobro telesno pripravljen in toliko veliko športa in v bistvu vse daje športu, je zgolj na rastlinski prehrani, kaj? Z enim kolegom mislim, ki je že doktor znanosti v prehrani, ki je že 12 let na rastlinski, pa tako izgleda, tudi je star 42 let in izgleda 30, pa tudi je zelo grajen, in sem se z njim malo posvetoval, veliko me je naučil, veliko se z njim tudi izobražujem. V bistvu sem gotovo, da mi meso v bistvu to škoduje, in jajca in vsi ti mlečni izdelki, ki sem jih res veliko jedel. Imel sem zamaščena jetra, visok holesterol za športnika. Tako, nisem mogel verjeti, ker sem dal kar na sliko. In sem rekel, ok, grem na rastlinsko prehrano in bom naprej treniral isto, kot sem do zdaj. Jaz ne morem verjeti, kakšne rezultate sem dobil v mesecu in pol, kar se tiče krvne slike. Skoraj 2 meseca je bilo, moja krvna slika je bila čisto drugačna. Koliko si pa pri svojih puncah, ali pa recimo pri punci dotični, lahko v narekovajih zoperan glede te discipline? V smislu, a bi njej, ali pa a ji težiš, kako mora jesti, koliko mora trenirati? V bistvu mi še ona ful pomaga, da jeva rastlinsko. Ker je tudi sama lahko rečem, ne veganka, ni veganka, ampak je rastlinojedka. Zelo skrbi za to, da dobim vse, kar rabim, pa da ne jem tako drugih stvari. Se pravi, a si vzel s sabo to, a imaš to, da ne boš lačen. Tako da sem vesel glede tega. No. In ravno kar smo ugotovili, da punca obstaja. Ja, tako je.